Na folklornem večeru s pesmijo in plesom v Mokronogu so se predstavile folklorne skupine in skupine ljudskih pevcev iz Mirenske in Temeniške doline. Dogodek, ki je združil območno revijo Napeo odsev in Maroltovo srečanje, je potekal v organizaciji trebanjske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Letos so se na območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti odločili, da združijo srečanje v sklopu folklorne dejavnosti. Razpisali so enotno srečanje za območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije Napeo odsev in Maroltovo območno srečanje odraslih folklornih skupin. Tako se bodo danes na odru skupine predstavile skupaj in pred domačo publiko. Prav zato nastopajoče na folklornem večeru spremljata dva strokovna spremljevalca. Strokovni spremljevalec revije Napeo odsev je Klemen Bojanovič, harmonikar, skladatelj in pedagog. Ukvarja se s poustvarjanjem ljudskega izročila in raziskovanjem novejših izvajalskih praks, ki bi izročilo približalo sodobni publiki in mlajši populaciji. Od leta 2016 je regijski selektor poustvarjalcev glasbenega izročila in državni selektor odraslih folklornih skupin. Strokovna spremljevalka Maroltovega srečanja pa je Vesna Klavžar, ki se je z ljudskimi običaji in pesmimi srečala že v otroških letih. V najstniških se je pridružila celjski folklorni skupini, v kateri je kot strokovni in umetniški vodja še danes. Rada ustvarja, se izobražuje, v 20 letih folklornega udejstvovanja pa je ustvarila kar nekaj odrskih predstav in koreografij. Obema iskrena dobrodošlica na Dolenjskem v Mokronogu. Na folklornem večeru bo na ta praznični petek nastopilo 6 skupin trebanjske območne izpostave. Dobrodošlico bo zaželela podžupanja občine Mokronog-Trebinje. Snežka Bizjak. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje in nastopajoči. Prav prisrčen pozdrav v imenu občine Mokronog-Trebinje, v imenu župana magistra Franca Glušiča in seveda tudi v mojem imenu. Danes praznujemo mednarodni praznik Dan žena. In to po zaslugi Nemke Klare Zetkin od leta 1917, ker je nekje sama ustrajala, da se to praznuje prav na dan 8. marec. Vse te borbe žensk za enakopravnost na področju ekonomskih, socialnih in tudi političnih pravic segajo daleč nazaj v preteklost. In sicer v letu 1857, ko so ženske v tekstilni industriji v Ameriki stavkale zaradi nemogočih pogojev dela. Tudi v Sloveniji beležimo kar nekaj aktivnosti za boj enakopravnosti in sicer prve pravice oziroma prva je letnica 1897. Takrat je izšel prvi slovenski časopis Slovenka, kasneje v nekaj letih je bilo tudi ustanovljeno prvo žensko društvo. Pomembna letnica je tudi 1906, ko je prva Slovenka Marija Urbas doktorirala iz filozofije na Graški univerzi. Vse to so pomembni dogodki za nas ženske kot take, da smo danes lahko tukaj in v tem času. Zelo pomembna letnica je pa tudi leto 1945, ko je bila priznana splošna volilna pravica. Takrat smo ženske dobile tudi v Sloveniji volilno pravico. Pred kratkim
sem prebrala knjigo naše aktualne predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič z naslovom Gretin greh. Tukaj govori o močni ženski, ki je postavljena v prvo polovico 17. stoletja. Takrat ti časi niso bili prijazni za ženske. Ženska je veljala le kot stroj za rojevanje in vzgojo otrok, za delo na polju in v gospodinjstvu. Nikakor pa ni bilo možnosti, da bi se izobraževale, da bi se učile branja in pisanja. Slučajno, če je kateri uspelo pridobiti kakršnokoli znanje, jo je okolica obsojala in tako je tudi ta osrednja junakinja dosegla na konec tragično končala. V tej knjigi opisuje življenje takratne ženske, predvsem so se me pa dotaknile besede, ki citiram iz knjige. Žensko srce je kot brezno brez dna, ki lahko sprejme neskončne žalosti, obupa in trpljenja. Nikoli se ne napolni. Vedno je prostora za več. Ampak močna ženska se ne zlomi. Nobena veja ni dovolj težka, da bi jo pognila ali celo prelomila. Po vsakem padcu, pa naj bo to še tako hud in boleč, vstane in gre naprej. In take moramo ostati. V današnjem času v naši družbi imamo kar nekaj pravic, vendar se še vedno soočamo s težavami pri zaposlovanju, pri plačah, vse več pa je tudi nasilja nad ženskami. Imamo pa srečo, ki je marsikje v svetu ostale ženske nimajo, ker nimajo pravice do izobrazbe, ne smejo niti same na ulico. Ravno tako jih pestijo številne vojne, lakote in pa tudi, ko morajo gledati, kako umirajo njihovi otroci. Vendar pravim tako, ostanimo močne, vsak naj se v sebi zamisli in naredi, da bo ta svet lepši in boljši. Drage ženske, želim vam srečen in vesel 8. marec. Sedaj pa se prepustimo plesu in glasbi. Želim vam prijeten večer. Hvala lepa. Folklorna skupina Večerna zarja Društva upokojencev Veliki Gaber deluje od leta 2011 in prva bo stopila na oder. Nastopajo na domačih prireditvah, hkrati pa zaplešajo povsod tam, kamor jih povabijo, tudi čez mejo. Tako so že nastopili v Berlinu, Ohridu, Avstriji, Slavoniji, Pragi, pred njimi pa je srečanje v Budimpešti. Domače plese in petje na odru najraje predstavijo v dolenjskih oblačilih iz 19. stoletja, nocoj pa se bodo plesalci, povprečna starost je 75 let, predstavili v prekmurskih oblačilih s prekmurskim spletom. Avtorja koreografije, oblikovalca kostumske podobe in umetniška vodja sta zakonca Zakrajšek. Avtor glasbene priredbe je Dušan Jerlah. Pa si poglejmo prekmurski splet. Pajriš, Šimšlit, Mlinček in Mati Potica Pečejo.
Ali jaz sem pa mlinarjev sin. Komiče kropoče in voda šumja, veselo mi srček igra, igra. Komiče kropoče in voda šumja, veselo mi srček igra.
in še bo, še sploh zdaj, ko zagodajo godci folklorne skupine Nasmeh. Na začetku so spremljali le folklorno skupino pri njihovih odrskih postavitvah, kasneje pa so se odločili za samostojno nastopanje. V gočevskem sestavu Tomaž igra diatonično harmoniko, Nace klarinet, Jure pa kontrabas. Za nocoj so pripravili 2 venčka pesmi po lastnem izboru. V prvega so nanizali 6, v drugega pa 3 slovenske ljudske in prepričana sem, da boste prav vse spoznali. Umetniški vodja skupine, ki deluje pod okriljem Univerze za 3. življenjsko obdobje Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, je Jurij Bizjak, torej gočevski sestav folklorne skupine Nasmeh.
pravijo, da je najtežje nastopiti doma. Ljudski pevci in godci Trebevnega delujejo kot sekcija kulturno-umetniškega društva Emila Damič Mokrono. V 11 letih delovanja se lahko pohvalijo z eno izdano zgoščenko in kratkim filmom ob 10-letnici. Vsako leto na domačem Trebevnem organizirajo koncert o bličkanju koruze, na katerega povabijo prijatelje, ljudske pevce in godce iz Slovenije in domače rokodelce. Skupina želi ohranjati stare ljudske običaje in bogato tradicijo, kulturno dediščino, stare šege in navade iz naših krajev. Zato, ker si ne želijo, da bi se dediščina pozabila. Roža na vrtu in Ne hodi mi fantič po noči sta dve ljudski, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Vodja skupine Ljudski pevci in godci Trebevnega je Silva Metinko. Pride tja kroži
vrnil se bom. Jaz na to nič ne bodaj tam, kaj hitro tja v Faroš hitim, da bi fajmo šter mene oznanil trikrat, da hočem pri ženki zaspat, da bi fajmo šter mene oznanil trikrat, da hočem pri ženki zaspat. Skupina Vaški pevci Šentrupert deluje že 21. leto. Trenutno je v sestavu 6 pevcev, ki si zelo prizadevajo, da bi ljudsko pesem čim bolj približali današnjemu človeku. Tudi zato so izdali že drugo izdajo pesmarice ljudskih pesmi iz naših krajev, v kateri je zbranih kar 136 pesmi za različne priložnosti. Skupina se lahko pohvali tudi s kar 5 zgoščenkami, v prihodnosti pa želijo pevci posneti video, v katerem bi bila predstavljena sakralna kulturna dediščina, zraven pa bi bila opisana s pesmijo. Vaški pevci Šentrupert so sekcija kulturnega društva Mavrica Šentrupert. Vodja skupine je Max Kurent, zapeli pa bodo Dekle, daj mi rož rdečih in Nekoč v starih časih. Dakle, daj mi rož rdečih, rožmarina tudi daj, da bom sanjal o pomladi, da bo moj mladostni raj, da bom sanjal o pomladi, da bo moj mladostni raj. Zate nimam rož rdečih, rožmarina tudi naj. Žalostno je srce moje, žalosten sem jaz panič. Žalostno je srce moje, žalosten sem jaz panič. Kaj pomeni roža rdeča? Kaj pomeni rožmarin? Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je
zahajal in vince pil sladko. Komaj sem si ljubco izbral, samce se mi je pošto dal. Se moram ljubco zapustit, cesarja služiti. Se moram ljubco zapustit, cesarja služiti. 3 leta so minula, sam Hauptmann mi je djal, kasarno bo zapustil, jaz Gurlav ti bom dal. Oj, fantič ti, oj, fantič mlad, do zdaj si bil en fajn soldat, do zdaj si sukal sablico, zdaj boš pa ljubico. Do zdaj si sukal sablico, zdaj boš pa ljubico. Kakor je Hauptmann rekel, tako sem tudi storil. Domov sem se povrnil in ljubco sem dobil. Sva bivala, sva iskala, na srce se pritiskala. Živila golobčka dva in srečo živala. Živila golobčka dva in srečo živala. Pevke skupine Rangle iz Trebnjega s petjem ohranjajo in oživljajo slovenske ljudske pesmi od maja 1996. Ustanovitelja zakonca Zvonka in Pavle Rod sta pevke prenesla ljubezen do petja ljudskih pesmi in zanimanje za zbiranje pesmi v trebanskem okolišu. Rangle jih skušajo ohraniti take, kot so. Proste, a bogate v svojih izročilih in sporočilih. Želijo, da bi zvenele po starem. Pojejo jih tako, kot so jih slišale ob družinskih dogodkih, ko je pelo vse zbrano omizje. Rangle bodo zapele pesmi, ki sta se pred 70 leti znašli v skupnem gospodinstvu. Takrat je Jože z vasi na hribu oženil Tončko z vasi malo bolj v dolini. Njena in njegova najljubša. Rangle pravijo, da ju nista dolgo pela solo, ate je pel naprej, mama pa čez. In kdor je bil zraven, je pritegnil. Včasih jih je pelo res veliko. Danes pojejo samo še Rangle. Slišali bomo ljubezenski. Micika moja, dej mi kaj, in pred mojo kajšco. Kaj čem ti dati,
nasmeh je lep na obrazu, no, zdaj prihaja na oder. Folklorna skupina Nasmeh deluje v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. V skupini je 16 plesalk, ki so s prvimi plesnimi koraki začele že leta 2006, do danes pa se jih je v skupini zamenjalo kar nekaj. Z dobro voljo in ljubeznijo do ljudskega plesa in petja rade nastopijo na različnih prireditvah, doma in po Sloveniji, pa tudi na mednarodnih folklornih festivalih. Kostumska podoba skupine je povzeta po slikovnem gradivu oblačenja prebivalstva na področju Dolenjske in njene okolice začetka 20. stoletja. Avtorica koreografije in vodja oziroma mentorica skupine je Branka Moškon. Avtorji priredbe glasbe so godci folklorne skupine Nasmeh, ki zaigrajo uvodne takte, ti nato privabijo plesalke, pride petje, pride ples. V drugačni izvedbi nov splet, prekmurski plesi.